Sočasno s protesti pa je v parlamentu potekalo že drugo glasovanje o razrešitvi Igorja Zorčiča iz mesta predsednika državnega zbora, za katerega je koalicija zatrjevala, da tokrat pa res ima potrebnih 46 glasov. Poglejmo, kako so se izšle njihove napovedi. Včeraj, tik pred glasovanjem, celotna opozicija ponovno zapusti sejo. Preostali se odpravijo v tajno sobo oddat glasovnice, a koalicija doživi že drugi hladni tuš. V skrinjici je 45 glasovnic za razrešitev, 2 pa sta neveljavni. Kaj? So imeli prav, ko so rekli, da imajo dosti glasov. Sam pač niso vedeli, da bosta 2 neveljavna. To so detajli, drobni tisk. Sami ste si krivi, če tega niste prebrali. In čeprav 45 proti 2 ne zveni slabo, je bila koalicija nad rezultatom vseeno razočarana. Še posebej, ker je bilo glasovanje tajno in se ne ve, katera 2 poslanca sta prekršila 11. božjo zapoved in glasovala proti Janševi volji. Tega skoraj ne morem komentirati. Me pa čudi, da se neke stvari dogovoriš, pa pri odraslih ljudeh to ne velja. Ok, zdaj bi se pa še lahko naučili, da se tudi odrasli ne držimo vsega, kar rečemo. Jaz osebno sem že 100-krat rekel, da mi nehal piti alkohol pa žreti sladkarije. Dajte ugant, kaj sem dan za zajtrk jedel. Per pa čokolado. Oziroma, kot jaz rečem tem, zajtrk zmagovalcev. Ker so razmere v državnem zboru dosegle kritični nivo, se je v medijih za trenutno stanje že pojavila nova besedna zveza. Razmerje moči v visečem parlamentu ostaja, milo rečeno, zapleteno. Ob tako imenovanem visečem parlamentu, v katerem ne vlada, ne opozicija, nimata večine. Poslanke in poslanci v visečem parlamentu ponovno skušali prešteti. No ja, viseči pa res ni. Če bi parlament visel, bi pomenil, da ima ena stran premoč in je zato nagnjen. Trenutno pa je tako lepo razdeljen na polovico, da bo je lahko na vas rvago dal. Perfektno ravn. Da pa taka razdelitev državnega zbora vodi v katastrofo, nam daje vedeti tudi dejstvo, da se je oglasil predsednik republike Borut Pahor in poskušal zadevo omiliti. Slovenija ni v politični krizi, se pa nahaja v razmerah povečane politične negotovosti. O usodi vlade odločata vlada in parlament, to ni v pristojnosti predsednika republike. Torej, če povzamem, Slovenija ni v politični krizi, jaz sem v razmerah politične negotovosti in to ni moj problem. Kar je res neumna izjava. Kaj če bi nekdo, ki je ves svoj denar zgubil v kriptopiramidnih shemah, rekel, da ni v finančni krizi, ampak je samo v razmerah povečane finančne negotovosti. In to ni njegov problem. Ali pa če bi jaz, ko sem zgubil svojega edinega prijatelja, rekel, da nisem v čustveni krizi, ampak samo v razmerah povečane čustvene negotovosti. In da nimam problema z osamljenostjo. Prosim vas lepo. Prosim vas lepo. A še zmer govorimo o politiki, je tako? Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.